Morda sem malo krivičen, ampak v nišne Peugeote, s čimer mislim predvsem oba CC-ja, nekako bolj spadajo voznice. Povsem drugače pa je s tretjo izpeljanko družine 407. Za volan tega sodijo moški. Le dvoje ogromnih bočnih vrat, nizka silhueta in ostre linije delujejo privlačno in mogočno. Sicer ne pusti takšnega vtisa kot legendarni 406 Coupé, ki ga je oblikoval Pininfarina, je pa čisto spodoben naslednik. Če ga boste videli zadaj z dvema izpušnjima CV-ma, boste vedeli, da ga poganja tudi najmočnejši motor v kateremkoli serijskem Peugeotu do danes. Smisel tega avtomobila so dolga križarjenja za dva, kjer se izkaže fenomenalno. Vožnja je tako tiha in umirjena, da bo pomenila pravo sprostitev. Sedeža bi težko bila boljša, armaturna plošča je zelo lepa in sestavljena iz odličnih materialov. Po francosko je sestavljenih par komponent, kjer je občasno slišati kakšno pokanje plastike, sicer pa je splošen vtis odličen. Da znajo delati dizelske agregate, so pokazali zmago na minulem Le Manu. 2 turbini, 3 litri, 6 valjev, sliši se lepo. Še lepše pa je, da ima 177 kW in 450 Nm navora. Potegne kar za 245 km/h. Previsa sta spredaj in zadaj prevelika, se pa da nihanje dolge karoserije malo omejiti s tem gumbom, ki otrdi blažilnike. V bistvu temu avtomobilu manjka le eno – boljši imidž. Če takšen, ki ima sicer vso opremo, ne bi stal skoraj 49 000 evrov, bi jih bilo verjetno tudi več na cesti. Tako pa je še vedno precej redek in tako bo verjetno tudi ostalo.